V kontekstu te nocojšnje razprave bi vas sam vprašal mogoče eno aktualno temo, to je pač ta razplet v EPP-ju, kjer je očitno pač zmagala ta teza zamrznitve oziroma neke odložitve tega konflikta. Kako vi vidite v bistvu to zadevo? Jaz sem vesel te rešitve. Dejansko je na nek način volk sit in koza cela. Zelo sem vesel predvsem tega, da je ta rešitev enotna. Torej, če jaz prav razumem, je bila ta rešitev sprejeta tudi v soglasju z Orbanom, kar pomeni, da tudi on razume, da so tukaj neke stvari, ki jih je potrebno reševati, ki jih je treba urediti. Članstvo je zamrznjeno, kar je neko sporočilo tudi Evropske ljudske stranke o vrednotah, ki v tej stranki veljajo. Tako da to je nekako rešitev, ki bi jo tudi jaz zagovarjal. Doktor Turk, mogoče ob tem, kakšno prihodnost vidite Evropske unije, govorili ste o utopijah, so te prevelike? Jaz nisem zaskrbljen nad prihodnostjo Evropske unije. Vsi razumni ljudje, tudi tisti največji kritiki, tudi tisti največji skeptiki se v trenutku, ko se je pa res treba odločiti, ko je pa res pomembno, zavedo, kako pomembna inštitucija, kako pomemben dosežek, kako bom rekel, ogromna prednost za vsako evropsko državo in za vse evropske državljane Evropska unija je. Tako da evroskepticizem je, nekateri imajo luksus evroskepticizma zato, ker so v veliki manjšini. V trenutku, ko bi postajali večina, ste lahko prepričani, da bi še enkrat premislili o tem. Socialna pravičnost v Evropski uniji in utopija v tej socialni pravičnosti, predvsem na strani socialistov. Socialisti poskušajo socialno pravičnost prodajati kot evropsko temo, kot nekaj, kar naj bi prišlo iz Bruslja. Jaz nisem proti socialni pravičnosti. Mislim, da jo pa moramo na nek način realno posredovati, realno prikazovati. Ne moramo jo obljubljati, ne moramo vira socialne pravičnosti obljubljati tam, kjer ni mogoče. Za socialno pravičnost moramo poskrbeti tukaj v Sloveniji. Za nekatere stvari slovenska vlada, za nekatere stvari morajo poskrbeti naprimer tudi občine, karitativne skupnosti in tako naprej. Tako da jaz sem kritičen samo do teh pravzaprav praznih obljub, ki bodo na koncu povzročile neko razočaranje in nezadovoljstvo nad Evropsko unijo. Evropska unija tukaj nima pristojnosti, tukaj nima denarja. Gospod Žiga Turk, še, ali je Evropska unija oziroma ali je lahko ljubljanska pobuda odgovor na krizo, v kateri se je znašla Evropska unija tudi po Brexitu? Ljubljanska unija kaže, da v Sloveniji so ideje, da bi nek krog ljudi znal pripraviti tudi neko platformo, s katero bi šel recimo gospod Šarec lahko v Štrasburg. Lahko bi kaj o tem povedal, lahko bi povedal kaj o, ne vem, o gospodu Salviniju, lahko bi kaj povedal o marsičem, o arbitražnem sporazumu. Ali je ta ljubljanska pobuda, ali je to cilj, ali je sredstvo za to, da se odpre neka razprava? Mislim, da je predvsem sredstvo, da se neka razprava odpre. Na koncu stvari nikoli niso take, kot so v prvem draftu napisane. Hvala lepa.